tak dogodek prešteje 30 let in ima polno dvorano, pomeni, da ljudje dobijo ogromno iz takih srečevanj, da so teme prave, da se problematika odpira in o njej odprto razpravlja, da se iščejo rešitve in da si znajo ljudje med sabo povedati svoje izkušnje. In mislim, da so to res take velike vrednosti, ki jih taka druženja prinašajo, in zato čestitke tudi Zbornici za poslovanje z nepremičninami, zato da tako uspešno to dela že 30 let. Že na začetku tega mandata, kjer sem postal predsednik, smo začeli razmišljati, kako bi nepremičninske strokovnjake oziroma v tistem času bolj upravnike dobili skupaj, in ideja je bila, da organiziramo posvet. Prvi posvet smo organizirali na Bledu. Tam smo dobili prve izkušnje. Stranke oziroma upravniki so bili zelo zadovoljni in potem smo začeli razmišljati, ali ne bi bilo pametno to uvesti kot vsakoletno. In naslednjič smo bili že v Portorožu. Ta lokacija je očitno lokacija, ki je za upravnike ugodna in privablja veliko ljudi. Ne samo zaradi lokacije, ampak zaradi vsebine, ki jo upravniki in seveda tudi drugi akterji z področja nepremičnin tu obravnavajo in razpravljajo o njej. Tudi država je spoznala, da je to dober model in je tudi sodelovala pri teh naših nepremičninskih sestankih v prvi fazi, potem pa v teh procesih, kot se danes dogajajo. To je v bistvu največji dogodek nepremičninski na tem slovenskem področju. Vidimo pa, da dogodek raste vsako leto, tudi teme so zanimive, ravno zaradi tega tudi obiskovalci prihajajo in mi v tem prepoznamo korist za naše podjetje, da se predstavimo na tem vašem dogodku. Ja, organizatorji letošnjega posveta, ki je 30. jubilejni po vrsti, smo zelo zadovoljni ponovno z udeležbo in tudi razprava danes je izjemno plodna, tako da smo prepričani, da bomo z tega posveta letošnjega odnesli marsikaj dobrega. Še bolj si želimo, da bi marsikaj dobrega odnesli tudi predstavniki ministrstva, ki so prišli to razpravo poslušati. Posebej jih moram pohvaliti, mogoče za razliko od prejšnjih let se od pripomb, od debate ne umikajo, ampak sprejemajo vse, kar je bilo tudi kritičnega povedanega v osnutku zakona. Razumemo, da je zdaj ta zakon, javna obravnava stanovanjskega zakona namenjena tudi temu, da se te rešitve izpilijo, in če bojo vsaj en del tega, kar smo danes povedali, upoštevali, lahko tudi z tega osnutka naredimo nekaj dobrega. Glavna tema letošnjega posveta je vprašanje, kako zagotoviti dodatnih 10.000 najemnih stanovanj. Več ali manj se je pa v dopoldanskem delu vse vrtelo okrog ukrepov, ki jih predvideva novi stanovanjski zakon, ki je trenutno v fazi osnutka oziroma javne obravnave. Tako da bom rekel, na ta osnutek stanovanjskega zakona so bile izrečene številne kritike, ki imajo mogoče skupno točko v tem, da je osnutek do neke mere nedodelan, da so nekateri ukrepi zgolj na nek način nametani in niso dovolj podrobno opredeljeni ali pa mogoče celo niso niti izvedljivi v praksi. Po drugi strani pa smo predstavnike ministrstva razumeli, da je osnutek namenjen tudi temu, da se ta stališča nekje obelodanijo, da se sliši vse različne deležnike in da je javna obravnava namenjena točno temu, se pravi, da rešitve, ki jih ta osnutek zakona predvideva, izboljšamo in da bo v tej strokovni razpravi pač to narejeno in to popravljeno. Zdaj, če bo temu tako, bomo lahko zadovoljni na koncu tega procesa. Če pa se bo zgodilo to, da bo ministrstvo kljub temu, da je zdaj slišalo številne argumente proti nekaterim rešitvam, vztrajalo pri tem, da se za vsako ceno določene stvari v zakonu ohranijo, potem pa predvidevam, da bo sama javna obravnava precej burna in da bo imel stanovanjski zakon tudi velike težave v državnem zboru. Za ministrstvo je najpomembnejše to, da pričakujemo, da se bo precej povečala
v bistvu obseg javnih najemnih stanovanj. Ker v Sloveniji je največji problem to, da ni najemnih stanovanj na trgu, posebej nam pa manjka javnih najemnih stanovanj, s katerimi bi lahko državni stanovanjski sklad in občinski skladi zagotavljali pač te nujne bivanjske razmere za te kategorije prebivalstva, ki nekako na trgu ne more si sami zagotoviti stanovanj. Tako da to je nekako tista osnovna stvar, ki jo pričakujemo, zato smo tudi v zakon dali par teh ukrepov, ki ne bi to omogočali in rezultate bomo verjetno videli že zelo kmalu. Ja, za nas je najpomembnejše to, da se uredijo najemnine, da bodo pač postale realno stroškovne najemnine, potem, da se nam poveča možnost zadolževanja, ki je bila zdaj omejena na 30%, da se poveča na 50%, s tem bomo lahko vsaj nekaj dodatnega še postorili in pa da bi na nek način pripeljal tudi vsaj vzvode za dolgoročno sistemsko financiranje stanovanjske gradnje, ki bi seveda bilo nujno, če hočemo ta naš prvi val nadaljevati v prihodnjih 10 let in pride do cilja 10 000 novih najemnih stanovanj. Mislim, da bi novi stanovanjski zakon moral urediti na novo in bistveno drugače na eni strani upravljanje stavb v etažni lastnini, na drugi strani pa seveda celotno področje najemnih razmerij, zlasti prehod od sedanjih neprofitnih najemnin v stroškovne najemnine in celotno ureditev stanovanjskih najemnih razmerij, kjer je čisto očitno, da je sedaj eno veliko neravnotežje, ko se na eni strani čutijo ogrožene tako najemniki, na drugi strani pa tudi najemodajalci smatrajo, da niso ustrezno zavarovani oziroma da nimajo ustreznega pravnega položaja. Nov zakon pa poskuša poiskati tudi nekatere druge nove možnosti na področju najemnega stanovanjskega trga. To je uvedba javne najemniške službe. Ta se mi zdi izjemno pomemben nov način zagotavljanja najemnih stanovanj. Poleg tega pa je zakon seveda poskušal iti tudi na področje poroštev za kredite, za nakupe stanovanj, kjer pa mislim, da je še zelo nedodelan in da v takšni obliki, kot je zdaj predlagano, mislim, da to ni sprejemljivo, da bi bilo boljše, da se ta del izloči in da se to uredi s posebnim zakonom. Najbolj pomembno je, da bi se ljudje na ministrstvih, tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, držali uredbe vlade iz leta 2010, v kateri piše, da so prvi podatki, ki se uporabljajo za medsebojno ravnanje in za Evropo, statistični. Da ni potrebe, da razvijajo svoje podatke in svoje definicije, ker so s tem izstopili iz primerjav. Recimo, tale nov zakon uvaja pojem stanovanjske enote, potem pod tem pa še stanovanje, oskrbovano stanovanje in bivalno enoto. O nastanitvi kot statistični kategoriji ni pojma. In seveda to ni možno meriti s temi orodji, ki jih statistični urad izkazuje. Še težje pa je, da če bomo šli, in če sem razumel, da je gospod Prijon rekel, da gre na kohezijska usklajevanja po denar iz kohezije za stanovanjski namen, oni jemljajo zadeve samo s statističnimi podatki. Evropa ne prizna drugih. Imamo pa še druge zadeve. Mi smo se zmenili. Evropa priznava, da je 40% stanarine, najemnine, stanovanjskih stroškov pravzaprav kriterij, čez katerega se ne sme iti. Mi smo pa z ugodnosti rekli 30. To razliko ni nič hudega, ampak bojo rekli, pa se pejte, ne? Torej, in kup takih stvari je, v katerih jaz sicer nameravam govoriti in bom govoril, ampak pomaga pa nič. Poglejte, 30 let imamo posvetovanja, skoraj na vseh sem bil. Mi govorimo o nepremičninah. Nimamo definicije nepremičnine, tudi mi ne, tudi stroka se ni dogovorila. In bomo imeli kataster nepremičnin, pa spet nima definicije predmeta. To je problem statistike.
Za nas je najpomembneje, da uredi dostop do stanovanj, torej da mladi lahko čim prej pridejo do nekega svojega stanovanja in da se s tem čim prej osamosvojijo. Nam pa stanovanjski zakon vsekakor ni dovolj, pričakujemo tudi na drugi strani še neke finančne ukrepe, ki bodo ta zakon potem spravili na teren. Predlog tega zakona ima nedvomno precej pozitivnih učinkov, vendar so ti učinki bolj vidni na trgu zasebnih najemnih stanovanj kot pa javnih stanovanj. Pri Svetu za varstvo pravic najemnikov smatramo, da je 100% povišanje neprofitnih najemnin precej velik zalogaj in da bi dinamika tega višanja morala biti počasnejša. Torej ne, da se prvo leto dvignejo najemnine za 80% in potem dvakrat po 10%, pač pa bi bilo verjetno smiselno začeti 40% in potem po potrebi to najemnino višati, če bi se ugotovilo, da je to sploh potrebno. Dejstvo je, da so že sedaj nekateri najemniki v težkih situacijah finančnih in da samo za subvencijo se vseh problemov ne bo dalo rešiti, ker tudi sedaj je veliko deložacij, kar lahko potrdijo tudi v javnem stanovanjskem skladu. In v primeru 100% dviganja pričakujemo, da bo teh težav bistveno več. Tako da pričakujemo, da bo ta zakon v javni razpravi določene zadeve omehčal, ker v taki izvedbi, kot je sedaj, bo za najemnike javnih stanovanj skoraj nesprejemljiv. No, lahko govorim samo z vidika naložbe pokojninskega sklada, in v tem duhu bi lahko potencialno prišli skupaj pri tem, da bi država izdala nek vrednostni papir, obveznico ali kaj podobnega za dosego tega namena. Seveda ta papir, ki bi ga lahko institucionalni vlagatelji, pokojninski skladi, zavarovalnice in tudi drugi kupili, mora imeti nek smiselen, tržen na koncu donos glede na tveganje, ki ga nosi. Tako da tukaj je v Sloveniji še relativno veliko prostora za izdajo vrednostnih papirjev in potem lahko marsikdo, ki želi, sodeluje v tem recimo projektu izgradnje najemniških stanovanj. Zaenkrat bolj ali ne Slovenci, politiki in javnost razmišljamo bolj o tem, katera banka bo dala posojilo, pa ali bo dala država ali mesto. En kup drugih akterjev še tukaj obstaja, finančnih virov, ki jih na ta zelo specifičen način ne morete zajeti, lahko jih pa, če stopite korak nazaj, poveste, kakšna je naložbena zgodba in kakšen vrednostni papir ponudite.